Lepo pozdravljeni v knjižnici Brežice in dobrodošli v Toporišičevem letu, ki se je uradno začelo 11. oktobra 2015, ko bi akademik profesor dr. Jože Toporišič obeležil 89. rojstni dan. Leto bomo slavnostno zaključili 11. oktobra letos, ko bomo akademikovo 90-letnico rojstva združili 70. obletnico delovanja knjižnice Brežice po drugi svetovni vojni. Danes smo v gosteh povabili docentko doktorico Natašo Jakob, doktorja Petra Vajsa in docentko doktorico Heleno Dobrovoljc. Višje znanstvene sodelavce z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU in člane pravopisne komisije pri SAZU. Spoznali bomo slovarski portal Fran in posamezna tematska področja le-tega. Predavatelji nam bodo zaupali, kako portal uporabljamo, ter kako si lahko pomagamo pri jezikovnih zadregah. Izvolite. Lepo vas pozdravljam. Portal Fran se nahaja na naslovu www.fran.si. Uporabljate ga lahko brezplačno, razen zaenkrat druge izdaje slovarja slovenskega knjižnega jezika, za kar je potrebna registracija. Mislim pa, da v knjižnicah se to da tudi brezplačno uporabljati. Portal Fran je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Nič drugega ne bi v inštitutu povedala tukaj kot to, da inštitut pravzaprav od leta 1945 dalje spremlja, zbira jezikovno gradivo, ga opisuje, razlaga in eden od rezultatov so seveda tudi slovarji, ki jih prinaša portal Fran. Trenutno, kot sem rekla, je 29 slovarjev in portal je nekako tematsko razdeljen na splošne slovarje. Od teh verjetno vsi poznate slovar slovenskega knjižnega jezika, pa slovenski pravopis. Med sodobnejšimi slovarji, oziroma sodobnejši v tem smislu, da prinašajo sodobno gradivo, je na primer slovar novejšega besedja. Potem imamo slovarje, ki nastajajo sproti. Torej, o portalu je potrebno povedati, da je rastoči portal, kar pomeni, da se vsako leto nadgradi z novimi vsebinami, z novimi slovarji, ki izidejo na inštitutu in pa seveda se izboljšuje tudi v teh iskalnih možnostih, ki jih potem uporabljajo. Druge skupine slovarjev so potem še etimološki, zgodovinski slovarji, terminološki, torej jezik posamezne stroke, narečni slovarji in pa zbirke. Torej, včasih velja, da si jezikoslovci izmišljujemo besede, si jih ne, jih pravzaprav registriramo v jezikovnem gradivu, ker pa jezikoslovec nima vpogleda v jezik, torej čisto v vseh segmentih, se odpirajo tudi te možnosti, da lahko sami predlagamo kakšno besedo. Naprimer, za besedo selfie, mislim, da je ta izmed naših besed, je nastalo kar precej predlogov, jašček, narcisek, sepček, sepko in potem seveda lahko glasujete, kaj vam je najbližje. Pri iskanju mogoče samo nekaj opozoriti. Če mi vpišemo besedo hiša, dobimo seveda samo to obliko, hiša, ne dobimo pa oblike hiše in tako dalje. Če nas zanimajo druge oblike, iščemo na enak način, kot iščemo tudi na primer v kakšnih spletnih iskalnikih, hiš in zvezdica, oziroma hiš in vprašaj, kadar nas zanima samo en znak, ki sledi hiši. Mogoče še ena beseda o interpretaciji teh podatkov. Vedeti je treba, da so slovarji različnih vrst. Imamo pravopisni slovar, ki je v tem normativnem smislu nekako najbolj stroka, ker normo kodificira, torej jo zapiše, predpiše. Potem imamo podatke v splošnih razlagalnih slovarjih, kjer je pravzaprav jezik opisan v rabi in je v tem normativnem smislu vendarle nekoliko bolj razrahljan. Več je dvojničnih oblik. In potem imamo slovarje, ki jim rečemo, da so samo informativni. Tak je na primer sprotni slovar slovenskega jezika, ki popisuje gradivo, se pa do njega ne opredeljuje z tega vidika, da bi rekel, prednostna dvojnica je ta, druga je pa nekako morda bolj zaznamovana. Tako
Tako da v bistvu te podatke, torej ko interpretiramo podatke, je potrebno vedeti, v katerem slovarju smo ta podatek dobili. No, jaz bi kar opozorila, če nas karkoli zanima, kar je nejasno ali pa vas zanima kaj več, kar povemo mi, jaz predlagam, da se kar vključite potem na to predavanje, zato da je najlažje takrat razrešiti, ko je stvar aktualna. Nataša je predstavila Fran na splošno, to je dejansko en največjih portalov slovarjev, ki jih v slovenščini imamo. Ta trenutek, sama pa se ukvarjam bolj s pravopisnimi stvarmi oziroma z normativnimi zadregami. To so tiste zadrege, ko se včasih vprašate, ali je v slovenščini, v knjižnem jeziku bolj prav tako ali bolj drugače. In ker slovarji tudi vedno ne prinašajo najbolj ažurnih, torej najbolj sodobljenih podatkov, smo se na Inštitutu za slovenski jezik odločili, da bomo spletno objavljali tudi naše odgovore na vaše vprašanja, ki jih dobivamo že vse od izida zadnjega pravopisa, tudi po elektronski pošti. Portal Fran torej omogoča, da iščemo tudi po spletni svetovalnici. Ta se nahaja sicer na drugem spletnem mestu in sicer imamo pravzaprav dve svetovalnici. Ena je namenjena splošnim uporabnikom in ko vas zanima, kako zapišete vejico, ko vas zanima, kdaj, kako sklanjamo neko besedo. Terminološka svetovalnica, ta druga, je pa namenjena strokovnjakom, ki se včasih znajdejo pred hudimi zadregami, kako neko besedo prevesti v slovenščino in kako narediti, da ne bo takih prevodov preveč. Vse veste, da je mogoče prevesti neko besedno zvezo na različne načine, strokovnjaki se nahajajo na različnih ustanovah in terminološka svetovalnica pomaga povezati in prispevati k enotni in ustaljeni jezikovni rabi. No, drugo področje, ki je za vas morda bolj zanimivo, pa vsi poznate slovenski pravopis, veste, da določa razmerje nekih jezikovnih prvin do norme knjižnega jezika. Pravopis je v celoti, se nahaja tule. Če vas zanima brskanje po pravopisu, kar tako, lahko tipkate zvezdico. Pa je? Aha, te pa ena druga tipkovnica. Aha, bo, je. In dobite kar vsa gesla, ki se v pravopisu nahajajo, naprimer. Torej, lahko v pravopisu tudi listate, kot da bi listali po knjigi. Ker na Inštitutu za slovenski jezik pripravljamo tudi nova pravopisna pravila in pripadajoči pravopisni slovar, ki v ta trenutek nosi naslov Slovar pravopisnih težav. Si prizadevamo, da bi povezali stari pravopis z novim. Zato poskušamo pri novih redakcijah, ki jih dodajamo vsako leto oktobra, torej enkrat letno, toliko jih je, napisati tudi, v kakšnem smislu smo spremenili morda pravopisno pravilo ali pa kako se ta redakcija razlikuje od prejšnjega pravopisa. Tudi tu, v tem slovarju, imate na voljo vse oblike, torej kako se samostalnik pregiba v ednini, dvojini in množini in pa zglede rabe. Hkrati pa imamo tule tudi pravopisno kategorijo, kjer izvemo, kakšni zgledi so vključeni v ta slovar, koliko jih je, na podlagi česa smo delali geslovnik, to je seznam vseh besed, ki jih sploh vključimo v slovar, in pa kakšne so novosti, ki jih bomo predlagali tudi v pravopisni komisiji pri SAZU. Jaz sem po izobrazbi dialektolog, ukvarjam se torej s slovenskim narečjem, predvsem pa z enim mojim rojstnim, in sicer zgornjesavinjskim in tistega dela, ki se govori v spodnjem delu Zadrečke doline. To je že za vas najbrž ta finomehanika, ampak
razlikujejo se narečni izrazi, oblike, besedje med posameznimi vasmi, zdaj v zadnjem času čedalje manj, ker je tudi povezav med prebivalci različnih krajev veliko več, delajo v večjih središčih, se družijo, poročali so se že prej iz različnih koncev med seboj, ampak tega vsakodnevnega mešanja ni bilo. Narečni slovarji so lahko seveda tudi drugačni, posameznih narečij, kot je prvi knjižni slovenski narečni slovar v moderni obliki, slovar črnovrškega narečja, ki je izšel leta 1964, se pravi, da je star nekaj več kot 50 let in zajema govor Črnega vrha nad Idrijo. Potem je še moj slovar govorov Zadrečke doline, ni še končan, do črke H sega, slovar bovškega govora, Bovca in Gregoričev Kostevski slovar. Ta je mogoče zanimiv zato, ker je v celoti zapisan takole, z črkami, kakršne so v knjigi tudi tule v elektronski obliki. Drugi starejši slovarji so zaradi tehničnih težav, ker bi jih bilo treba prepisovati, ponazorjeni s PDF-i. Še en slovar je treba pogledati pri teh zgodovinsko izvornih podatkih, in sicer Marka Snoja, etimološki slovar, ki je prej izšel že dvakrat, tule pa je dosegljiva njegova tretja izdaja, in če pogledamo besedo hiša, izvemo o njej kaj več. Ko kliknemo na celotno geslo, dobimo podatke o sopomenki v latinščini, da je beseda prvič zapisana v 15. stoletju, videti v enem od predknjižnih besedil, potem pa izpeljanke hišnik, hišnik, hišnja, hišnica, ohišja, ohišnica in tudi pohištvo se skriva. V besedi pohištvo se skriva beseda hiša. Če gremo nazaj, teh narečnih slovarjev ni prav veliko. Omejitev je, da so morali, da so tisti, ki so vključeni v Frana, na Frana, morali iziti ali na akademiji ali pa na Inštitutu za slovenski jezik oziroma na znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki mu pripada naš inštitut, medtem kot tisti zelo, zelo zanimivi, ki so išli ali v tujini pri drugih založbah, za zdaj niso vključeni v tale iskalnik. Prizadevali si bomo, da bi bili. Ne mislim, da je to prvi vir našega znanja, ampak to je tisto, kar nam znanje o slovenskem jeziku zaokroža v širše poznavanje. In ne morete si misliti, kako veličastna zverina je to. Posamezniki je zlepa ne bomo obvladovali, nikoli več. Takile viri pa nam omogočajo sprehode po teh širnih planjah. Hvala lepa. Kozma Ahlečič, avtor knjižice Jezični možje, zgodbe o zgodovini slovenskega jezika, sporoča sledeče. Mlade govorke in govorci slovenskega jezika, za vas se je v dolgi vrsti let odvijala posebna zgodba. Da se lahko v šoli učite slovenski jezik in da ga lahko rabite prav povsod, to je darilo.
o katerem se vašim prednikom še sanjalo ni. Čez mnogo let, ko bodo živeli vaši daljni potomci in bodo s pomočjo digitalnih leč v očesih prebirali naučne knjige, bo čas, v katerem živite, že nova zgodba. Le kaj bo pisalo v njej? Le kaj bo pisalo o vas? Hvala.